Dobrodošli v podcastu Beyond Leadership, kjer gostimo izjemne posameznike in odkrijemo nove dimenzije vodenja in njihove talente in recepte za uspeh. Z menoj je danes ena zelo posebna posameznica, ki smo jo že kar nekaj časa snubili in se zdaj končno zvala po obilu, tako da najlepša hvala, Nina. Hvala, enako. Zdaj, dragi poslušalci, da boste vedeli, o kom govorim, bom jaz Nino malo predstavil. Zdaj, Nina Dremelj je, ne moram reči, da je oče startupov ali pa mama startupov, ampak je definitivno oseba v Sloveniji, ki je v centru ekosistema in pozna startup svet že kar nekaj časa. In je tudi trenutno predsednica poslovnih angelov Slovenije. Tako da, dajmo Nino še malo bolj v drobovje spoznati. Njena največja strast je pomagati podjetnikom, da svoje ideje spremenijo v resnično uspešno podjetja. Trenutno je posvečena podjetju Alita Capital. V preteklosti je kot solastnica uspešno vodila švicarski seed sklad Alpvent, kjer je pod svoje okrilje sprejela uspešna slovenska podjetja, kot so Mali junaki, Taya, Fly Sentinel in druga. Pod okriljem Alita Capital pa je podprla podjetja Cresco Innovation, Swipstyle, Sales Quiz in druga podjetja. Nina je tudi magistra in pa mentorica, investitorka, podjetnica in pa believerka. Se pravi, zase pravi, da je believerka. In moram reči, da ko sva se z Nino spoznala, vidi se, da ima res ogromno dimenzijo, da ima strast in da dejansko je na tem svetu res rojena podjetnica in investitorka. Tako da, Nina, pozdravljena. Živijo. Zdaj, jaz sem zelo vesel, da smo te danes dobili na naš podcast, ker se mi zdi, da se zelo veliko dogaja v Sloveniji, v startup svetu, ogromno ljudi gre v podjetniške vode in ti si oseba, ki dejansko ta svet pozna v piko. Tako da, preden se poda v startup svet, pa nam opišeš to pot, kako je sploh, kako pride do investicij, kakšen je startup ekosistem, kako se lahko podjetja podajo v to. Mi malo povej, moje prvo vprašanje je zmeri, če je bila midva v gimnaziji sošolca, a si bila zmeri, si že takrat vedela, da hočeš inovirati, investirati? Ja, težko vprašanje. Kje je že gimnazija? Par let nazaj. Ja, seveda, mladi smo. Ja, v bistvu tako, no. Če je bila midva sošolca, verjetno bi se zelo dobro razumela, prvi zato, ker si moški in sem imela več prijateljev med moškimi. Zakaj? Morda zato, ker sem bila za svoja leta bistveno bolj zrela. Seveda, ja, okej, vemo, pač fantje so bolj ponavadi par let za puncami in tako naprej, ampak to ni bilo v mojem primeru. Namreč, mene punce niso razumele. Razumele me niso zaradi tega, ker jaz sem, če dam primerjavo, brala Mladino, ostale so brale Smrkla, ne? To je takrat zelo popularna. Ampak to, kaj hočem povedati s tem, da v bistvu to, da mene podjetništvo fura že od majhnega. Jaz sem vedno videla priložnosti, kjer lahko karkoli zaslužim, zagrabila take priložnosti, se ukvarjala s stvarmi, za katere so ostali rekli, to je brez veze, to se ti ne splača ukvarjati, ne. Ampak mene je to kalilo, mene je kalilo do tega, da sem se znala pogajati, kalilo me je do tega, da sem začela razumevati trg, kalilo me je do tega, da sem začela ustvarjati svoje prihodke, neke delovne izkušnje, ki so me popolnoma drugače pozicionirale. Šola je bila nekaj, kar si mogel narediti, vizija je bila pa že zelo naprej, tako da ja, evo, to je bilo to. V bistvu sem bila malo bolj posebna, kljub vsemu človek, ki zelo dobro dela z ljudmi in sem pač se vedno razumela z ljudmi, ampak malo drugačno mišljenje. Mogoče me kdo takrat ni razumel, pa mogoče danes razume. Za mnoge sem delovala zelo vzvišeno, ravno zaradi tega, ker se pač nisem z ljudmi želela ukvarjati, ker s katerimi nisem imela kaj pogovarjati. Ampak nikoli ni bilo. V bistvu je tako, da prvi vtis vedno ljudem pri meni imajo zelo napačen, vsi se me bojijo, potem, ko me spoznajo, bo pa druga zgodba, ampak morda je to malo z namenom, no. Se pravi, si bila že takrat vizionarka? Dajmo reči temu tako. Daj mi povej, zdaj moram te to vprašati, in sicer ti imaš zelo razburljivo delovno življenje, oziroma tvoj urnik je res zelo razburkan, od tega, da svetuješ raznim startupom, jih mentoriraš, ti investiraš svojim podjetjem, vodiš poslovne angele, ki se res sedaj čuti, da se veliko dogaja. Kakšen je tvoj delovni čas? Kdaj ostaneš, kdaj greš spat? Kako sploh uspeš vse to? The job is my life. V bistvu je tako, no. Ne živim, mislim, da nič drugače kot vsi ostali podjetniki. Nisem človek ustrojev. V vsakem primeru vsako jutro zelo malo vstajam.
nekje po 6:00, pač tudi zato, ker je to vezano na moje otroke, jih je treba zbajkati iz postelja. Ampak kljub vsemu rutina nekaj, ki je kava. Jaz brez kave ne morem, jaz sem coffee lover, strastna persona za pitje kave. To je v bistvu to, potem pa dejansko se moj delovnik začne že kar takoj. Običajno že zjutraj v avtu opravim tiste nujne klice, seveda za ljudi, ki vem, da so jutranje ptice, tako kot jaz. Čez dan pestro, zanimivo, sestanki, pač delo s podjetniki, razni dogodki in tako naprej. Dinamika ves čas, ki se pa običajno zavleče zelo pozno večer. Seveda kljub vsemu vmes najdem čas tudi za družino, za nek preživetje nekega časa, vsaj toliko, da namenim tisto, kar je res pametno, da je in kar je tudi meni nujno. Je pa res, da so zdaj že moji otroci toliko večji, da je meni lažje usklajevati vse te obveznosti. Je pa malo drugačen moj ritem tudi to, da pač jaz delam tudi soboto pa nedeljo. Če nekaj treba narediti, je treba narediti, tako da pač, ali pa na dopustu, tukaj ni tistega, delamo od 7 do 3, moj delovnik ni in tudi običajno tega zelo ne maram pri ljudeh. Namreč rada imam ljudi, ki so pridni delavci v smislu tega, da ko vejo, ko treba nekaj narediti, se naredi. Potem ni važno, kaj so tvoje pravice, kaj ti pripada, kaj bi bilo prav, ampak moraš imeti strast oziroma moraš imeti cilj, da se stvari, za katere počneš, se uresničijo. Tukaj pa potem ta časovna komponenta, pa nekaj ritem, pa to pač nima nobene veze. Samo potem prosti, ko pač tega nimamo, smo pač lahko bistveno več prosti, kot pa drugi, ki imajo redno službo. Tako da so plusi pa minusi. Ful dobro, jaz tudi uživam za vikend. Se pravi, tudi treba delati za vikend in nedelje so pri meni zelo delane, ker lahko veliko narediš. Ker imaš mera, ne? Ja. Pejva zdaj v startup svet, tukaj, ker ti živiš, tukaj, ker ti dominiraš in imaš ogromno izkušenj. Dej nam malo opiš prvo, kaj je PAS, se pravi Poslovni angeli Slovenije, kaj to je, kakšni so kakšni cilji? Ja, Poslovni angeli Slovenije so v bistvu klub poslovnih angelov. Kdo je poslovni angel? To so posamezniki, ki so bodisi uspešni podjetniki, bodisi so bili uspešni podjetniki, so svoja podjetja prodali, so delno prodali svoja podjetja, ali pa so še vedno aktivni, pa imajo nek presežek denarja. In te ljudje običajno so zelo strastni, da pomagajo drugim podjetnikom. Se pravi, tega ne zapravijo zato, da si kupijo avto, pa uživajo do konca življenja, ker bi jim bil dolgčas, ampak svoj čas in svoj denar namenjajo mladim podjetnikom, ker v bistvu se poistovetijo s tem, kar so sami prehodili. Torej, angel je lahko nekdo, ki ne rabi imeti milijonov. Rabiš znanje, rabiš energijo, rabiš passion, pa rabiš nekaj denarja. V bistvu združujemo se od leta 2007. Smo tako kot po svetu, v bistvu so poslovni angeli zelo poznan ustroj. V Evropski uniji imamo tudi Evropsko mrežo poslovnih angelov, katerih člani smo tudi mi. Gre dejansko za kar konkretno že uveljavljeno mrežo investitorjev, posameznikov, podjetij, ki se grejo dejansko investirati na startup podjetja. Kaj pa mi v Sloveniji počnemo? V bistvu Slovenija je na eni strani zelo super trg, ker je pač majhen in je super za test, ali na drugi strani je trg, ki se mora obračati navzven. Tako da dejansko v Sloveniji smo angeli predvsem orientirani na fazi, kjer lahko na začetku pomagamo, poinvestiramo, pomagamo ekipam, da se opremijo, da so močni, da lahko napadajo tuje trge. Predvsem pa potem v naslednji fazi poslovni angeli pomagamo tem ekipam, pa tudi našim v bistvu investitorjem, da dočutijo oziroma da dobijo, pa da jim lahko pomagamo pri tej mednarodni komponenti. Tako da smo zelo močni na večjih nivojih. Kaj smo naredili? Ja, marsikaj smo že naredili, tudi marsikaj dobrega smo zinvestirali, pa tudi kaj slabega smo že zinvestirali. Pač učimo se na napakah, to je nujno, tudi podjetniki morajo padati. Zdaj eni padajo močno, eni manj, pa se poberejo, ampak to so vse učne krivulje. Naredili smo pa marsikaj v smislu tega, da smo razvili nek sistem, kako detektirati dobre startupe, kako jim pomagati, da pride do tega, da bo investicijo dobili, ker je pač to zelo pomembno, kako je podjetje sestavljeno, kakšen je mindset, kakšen je produkt, kako je pozicioniran in tako naprej. Da smo zgradili neko mrežo strokovnjakov okrog, ki lahko na določenih točkah tudi po investiciji, pred in po investiciji tem startupovcem pomagajo, tako kot tudi vsem ostalim startupovcem, absolutno. To je pač projekt, ki se imenuje Startup Klinika. Kaj smo še naredili? Potem smo v bistvu zelo močni smo v networku, ker se povezujemo z različnimi inštitucijami, ne samo slovensko, ampak zelo mednarodno.
Imamo mednarodni advisory board, z namenom za to, da v bistvu gradimo mostove z tako azijskim svetom kot za Kanado, z Veliko Britanijo, z ostalimi. In pa predvsem se trudimo, da bi vsakemu startupu poskusili pomagati po najboljših močeh. Zdaj, zaenkrat je to lahko, za nekatere lahko to denar, za nekatere lahko pa to zelo dober nasvet. Pa še mogoče en majhen disclaimer, če še komu nisem odgovorila na mail, bom. Evo, smo jo slišali. Daj mi še povej, dostikrat slišimo se pravi, da 9 od 10 startupov propade in da je pot v startup svetu res polna izzivov, pa nekih pivotiranj, pa transformacij. A si ti že po vseh teh letih izkušenj, ki si že videla ogromen, recimo tisoče startupov, a si že lahko zase trdi, da si že neko žilico razvila oziroma šesti čut, da točno vidiš, ko pride nek startup do tebe, da veš, ta je pa tisti, ki recimo lahko verjamem vanga pa mogorator? Ja, jaz bom rekla, da ja. Mogoče imamo tudi kot ženske malo drugačen pristop do ocenjevanja startupov. Moški so veliko bolj analitični, tukaj tudi jaz vidim, kako se moram dejansko sama s seboj boriti s svojimi kolegi, kako jaz vidim startup, kako ga oni vidijo. Za mene osebno, morda se sliši klišejsko, pa je klišejsko, ampak kljub vsemu je najpomembnejša ekipa. Jaz običajno na prvem sestanku, ko startup sprašujem, zelo opazujem, kaj počnejo z vidika neverbalne komunikacije, kako se odzivajo, tudi provociram z vprašanji, ker predvsem želim videti, kako se bo startup odzval v kritičnih situacijah. Kaj founder razmišlja, če ga jaz nekaj sprovociram, kako mi bo odreagiral. In v bistvu to iščemo, ker pač potem pot podjetja je zelo odvisna od tega, kako razmišlja vodstvo ekipe. Ne samo founder kot tak, ampak ne vem, naprimer so bili primeri, ko ustanovitelj pač ni bil prodajnik, ampak če si dovolj pameten kot podjetnik, boš rekel, da jaz nisem za to, rabimo enega super najboljšega prodajnika, jaz moram to zadevo prodati, jaz se bom ukvarjal s tem. To je ta attitude, ki ga mi iščemo. Zakaj? Zato, ker tako podjetje bo kljubovalo vsem preprekam in jim bo lažje kljubovalo. Medtem ko nekdo, ki recimo je ustanovitelj, pa naredi podjetje in je on najboljši in ne posluša trga in vidi, da ekipa ne funkcionira in vidi, da ne zna prodati, ima lahko najboljši produkt, ampak da ne bo nikoli ne bo prišel tako daleč. Zato, ker ne odziva se na trg. Trg pa tukaj govorimo tudi pač vse, kar je okrog njega, vključno z ekipo, s podjetjem. In v bistvu za mene je to prva stvar. Potem pogledam pač poslovni model, pogledam, ali je stvar sploh zanimiva, pogledam, ali je v trendu, na daljni fazi gledam, za koga je to zanimivo, zakaj grem po drugo mnenje. Predvsem, če je to neka stvar, ki rabiš neko ekspertno mnenje, a ta stvar deluje, a ta stvar je ok, a to iz tehnološkega vidika deluje in tako naprej. Ampak na koncu dejansko najbolj vidiš, če je ekipa odzivna in ti rabiš v bistvu najbolj odziven ustroj, kar se tiče ekipe. Takrat podjetja ratejo. Vsa največja podjetja niso da nikoli na začetku toliko ambiciozna, kot so, oziroma zastavljeno tako ambiciozno, kot so potem nastala. Pa bi rekla, da slovenski startup ekosistem, mislim, da opaziš, da je veliko potencialnih startupov oziroma da prihaja dobrih idej na površje? Jaz bom tako rekla, da zadnjih 5 let recimo se mi zdi, da je bistveno več podjetnikov, ki si upajo, kar je super. Tudi moramo priznati, da slovenski ekosistem je dobro razvit za startupe. Slovenski startupi zelo veliko lahko dobijo od podpornega okolja, napram ostalim v tujini, če zdaj gledamo globalno. Seveda so neke izjeme, ampak so bolj predvsem neke nišne oziroma nudijo samo nek del storitve, medtem ko pa nas je ekosistem kot tak dobro razvit. Kar je spodbudilo željo, pa zanimanje, pa tudi nekako pogum, da so se podjetniki začeli opogumljati in ustanavljati startup podjetja. Jaz menim, da Slovenci imamo zelo dobre case, kar dokazuje tudi, ko grejo ven. Zakaj? Zdaj, ker predvsem moramo zelo garati, da pridemo na tuj trg, ker pri nas je prva stopnica je tuj trg. Nek ameriški startup lahko prodaja samo v Ameriki, pa je mega uspešen. Slovenski ne more. On lahko stestira trg, vidi, da zadeva nekak produkt, storitev, pije vodo, potem mora iti pa ven. To je težko in to ni lahko. Časovno in z vidika energije, znanja, konec koncev denarja ni lahko. In zato je pot veliko bolj trnova. Se pa zaradi tega veliko bolj kalijo in so bolj uspešni v tujini, ker pač to prehodijo. Tako da ja, imamo potencial in tudi zelo dobre ideje so, jaz sem bila tudi presenečena na zadnjem podiumu, da smo v bistvu spremljali, res dobre ideje dobivamo, kar kaže tudi na to, da si ljudje tudi upajo bolj out of the box razmišljati. Pa zanimivo je tudi to, da dejansko
dobivamo tudi ogromno mednarodnih startupov, da pričakoval, da bo veliko slovenskih, pa jih je, ampak je tudi veliko mednarodnih. Ne? Ja, ker je Slovenija v bistvu postala nekako predvsem v Evropi poznana kot neko prijazno okolje za startupe. Mislim, da se mi predvsem govorim na splošno cel ekosistem zelo trudimo za vsak startup, kar sem pride. Na drugi strani lahko predvsem za neke vzhodne startupe to zelo dobro odskočna deska za zahod. In ja, prihajajo, ampak moramo tudi vedeti, ne? Danes mislim, da je vsako leto težje priti do investicije, kljub temu, da je dovolj denarja na trgu, vendar se kriteriji ves čas zvišujejo. Kar pomeni, da res se moraš boriti, res moraš razpredati lovke po celem trgu, če zdaj govorimo, da si z neke države po celem evropskem trgu, da dobiš investicijo, ker se na koncu pogovarjaš za veliko investitorjev, ampak zaprl boš morda z eno, če boš. Tako da res morajo stvari se nekako skupaj zložiti, malo mora biti tudi sreča na koncu, ampak ja, smo pa kot okolje zelo zanimivi. Dajva se še malo dotakniti ekosistema. Zdaj imamo ABC pospeševalnik, imamo Lui inkubator, imamo Saša inkubator, imamo Kickstarter. Daj nam malo povej, kaj v bistvu v Sloveniji sploh vse obstaja, da bojo naši poslušalci oziroma podjetniki, startupi, ki nas poslušajo, vedeli. Pa daj nam malo še razloži te faze, da bojo vedeli inkubator versus pospeševalnik. Ja, v bistvu je tako, klasične faze so inkubator, pospeševalnik, investicija. Ampak mi imamo še malo, smo še nadgradili, pa smo v ekosistem dali še razne regionalne centre, pa smo dali še tehnološke parke, ker tehnološki park je v bistvu že vzporedno teče za investicijo, že pripravlja stvar za investicijo, oziroma tudi pokriva, tudi spet odvisno, ampak imamo v Sloveniji zelo dober sistem. Kaj imamo? Imamo regionalne centre, recimo imamo tudi zelo zaledne, dobre regionalne inovacijske centre, recimo Bela krajina in takih, ker se zelo trudijo, zelo so začeli se dvigovati ven iz povprečja, pa imamo v Prekmurju, pa imamo recimo, ne vem, potem inkubatorje, kot so Saša inkubator, ki dela izjemno delo, predvsem kjer se povezuje z industrijo, pa imamo tovarno podjemov, pa imamo v Sežani, pa imamo v Kočevju. Cel kup je tega in v bistvu vsak se trudi, da čim bolj v lokalnem okolju proba zadostiti. Zdaj, na eni strani potem v bistvu je pomembno od podjetnikov, da predvsem, ko gre do teh ponudnikov, zelo sami dobro vejo, kaj želijo od njih dobiti. Jaz sem znana potem, da vedno v narekovajih težim s KPI-ji, pa pač tudi rečem, dajte si na dogodek, pa na neko stvar, ki želite, si dajte KPI, kaj želite od tega odnesti. In tako v bistvu bojo zelo hitro zdefinirali, kdo mi je pisan na kožo, ker ni vsak inkubator, ni vsak tehnološki park, tudi akcelerator pravi za vsakega. Pa imamo akcelerator ABC, pa imamo v bistvu tehnološke parke. Primorski tehnološki park dela super delo z svojimi v bistvu programi za mlade, potem v bistvu z temi podjetniškimi razvoji so tudi v bistvu zdaj kar ekosistem malo dvignili, zelo dobro sodelujo tudi s tujino, potem imamo Ljubljanski tehnološki park, ki seveda del startup podjetništva že kar nekaj let konkretnih, zelo so močni predvsem v schemah Slovenskega podjetniškega sklada in tako naprej. Tako da ustroj je, še enkrat jaz pač vedno rečem, dajte, vi morate vedeti kot podjetnik, po kaj pridete. Če pridete pač splošno, zanimate se za neko stvar, vas zanima, kaj boste od tega dobili, kaj vam nudijo. Če imate pa že bolj konkretne stvari, morate pa vedeti, kaj želite od njih dobiti. Ampak ustroj kot tak je dober. Na koncu imamo dejansko Slovenski podjetniški sklad, ki to tudi finančno podpira. To je v bistvu cela vrednostna veriga izgrajena. Potem mora pa samo vsak izkoristiti to, oziroma si vzeti to, kar v bistvu je za njega najbolje kot podjetnika. Daj mi povej, kaj pa recimo tebi najbolj všeč v tem startup svetu, kaj tebe toliko veseli, ker imaš res izjemno strast, res kar žariš? To, da v bistvu noben dan ni dolg čas, če tako rečem. To je tako zelo generalno, ampak zakaj je podjetništvo dobro? Predvsem, ker je to delo z ljudmi. Jaz nisem človek, ki bi bil introvertiran, ampak sem zelo ekstrovertirana. Seveda to pomeni tudi veliko na drugi strani problemov, pa nekih izzivov, ampak tako pač je, podjetništvo je Gaussova krivulja, dejansko to, da je v bistvu v podjetništvu res lahko počneš stvari, ki so ti všeč, ki v bistvu se lahko vsaj naučiš, ker ni statike, ni rutinno. V bistvu to mene najbolj drive. Kaj bi pa rekla, da je bil v tvojem življenju ali pa v karieri nek, Američani temu pravijo, da aha moment, ki si se pa zavedla, pa si rekla, wow, to je pa moja kariera, to je moj dream job, jaz se živim v tem, jaz rasturam. A je bil kakšen tak, a je bil projekt, a je bil kakšen startup? To je v bistvu ena taka prelomnica bila v 6. razredu osnovne šole. Pa da zdaj povem zgodbo, ker mislim, da še noben ni slišal. Par ljudi,
Glavno sem si želela neko torbo, nek ruzak, ne vem kaj takrat, pa to je bilo takrat še davnih let nazaj, zelo omejena stvar. In seveda moji starši tega niso hoteli kupiti, ker so rekli, tega ne rabim. In sem tako trmasta, da sem najdla način, kako mi je zaslužila denar v 6. razredu pri 12 letih. Ne. Sem šla v gozd in nabrala borovnice. Cel kup borovnic, ne vem koliko litrov borovnic. Seveda potem je mami rekla, da ne, to boš pa imela doma, to pa škoda, ne. In sem ustrajala in sem to prodala, sem si tisto torbo kupila. To je bil en tak moment, da se da v bistvu moraš iti na trg, da se moraš najti rešitev in prodati, ne. To je pol vodil sem še v 100 enih takih podobnih projektov, ker sem vedno nekaj denar zgenerirala, ne. Je bilo pa to, da v bistvu sem vedno opazovala, kaj se na trgu dogaja. Sicer takrat kot najstnica bolj ozko, ne, pa odreagirala, pa takoj nekaj spremenila v posel, ne. Drugače pa v bistvu en tak aha moment, ki je bil za startupovstvo kot tako, je bilo pa v bistvu, ko sem prijatelju pomagala postavljati podjetje, kako je to v bistvu dejansko šlo čisto iz začetka, kako je v bistvu se treba boriti, ko je v bistvu dejansko to podjetje bilo pred časom, ne? Kako se treba boriti, kako se pozicionirati, kako rabiš svoj čas, da dozorijo stvari, da jih trg sprejme in tako naprej. Ampak to je na koncu zdaj zelo uspešna zgodba, hvala Bogu, ampak to je bil en tak aha moment 10 let nazaj. Tako, okej, to je to. Dream job. Tako. Ful dobro. Dajva se še malo dotakniti na drugi strani. Ti komuniciraš z ogromnimi ekipami, tudi pomagaš podjetjem, startupom, podjetnikom postaviti ekipe. Kaj bi pa ti rekla, pa tudi ti si imela že različne vloge, različne ekipe si vodila, pa tudi jaz sem zdaj v tvoji ekipi, pri poslovnih angelih. Kaj bi pa rekla, da je tebi pomembno, ko sestavljaš neko ekipo? Kakšne lastnosti iščeš? Kaj ti je pomembno? V bistvu, meni je pri ekipi najbolj pomembno to, da vsak posameznik zna razmišljati svojo glavo. Kar ne pomeni, da kima meni za vsako stvar, ampak da zna izraziti svoje mnenje, da o tem lahko potem skupaj razmislimo in pa predvsem, da je timski človek. To pomeni, da deluje za ekipo. Jaz ne maram solo playerjev in predvsem, če je to del ekipe, ne moreš solirati, ker tudi sama ne želim nikoli solirati. Okej, tudi če se kdaj zgodi, pač probaš te stvari vsekakor obrniti, tako da je z ekipo, ne. Se pravi, jaz v bistvu iščem, integriteta je zame ključna, čez to ne grem, ne, to je prva stvar. Druga stvar je pozitiven mindset, se pravi, da res probaš iskati dobro, a ne, ker zelo verjamem, da se dobro vrača z dobrim. Absolutno naletiš tudi na slabe stvari, pa so poslovne odločitve, kjer moraš ti pač tudi stvari odrezati, pa tako je, ampak vedno moraš delati v dobrobit ekipe in posla. Se pravi, moraš vedeti, zakaj to počneš, a ne. Tudi jaz sama sem veliko rezov naredila in sem vedela, zakaj delam, a ne. Se pravi, to pozitiven pristop, pa predvsem delovne navade. Jaz ne maram delomrznežev, to pač tukaj res ne pridemo skupaj. Jaz sem rada ljudi, ki so pripravljeni včasih tudi iti malo čez svoje limite, pa stisnem za to, tako kot sem prej rekla, za to, da neka stvar uspe, da nekaj končamo, da včasih tudi kaj naredijo, nekaj, kar ni v narekovajih v opisu njihovih del in nalog, ne. In da v bistvu res pokaže tisto pripadnost, ne, da pač ni to samo just another job, ampak da je to način življenja in da takrat, ko do tega momenta priješ, se tudi kreirajo zelo dobri rezultati. Ful dobro. Kaj bi rekla pa pol po drugi strani, ko opazuješ vse te podjetnike, direktorje, pa tudi ti si v tej vlogi, da je pa potrebno, da mora danes, recimo, kakšne lastnosti mora pa danes imeti vodja na drugi strani, da zna vse to? Jaz mislim, da ključno pri vodji je, to je tako kot pri prodajniku, ne. Vsi mislijo, da prodajnik je dober tisti, ki veliko govori. Pa ni res, tisti, ki zna poslušati. Vodja mora danes v poplavi vsega tega, ne vem, od raznih gadžetov, ki jih imamo, do nekih raznih 101 strategije, kako biti uspešen vodja in vse dejansko mora znati poslušati svoj tim. Ker ljudje smo različni, ne. Najtežje delo vsakega vodje, direktorja, kakršnega koli pač vodja je to, da zna med sabo dobro zmečati ljudi, ne. In da jih zna opazovati, kdaj ljudje so potrti, kdaj nekaj ni v redu, ne. Da zna vmes poseči, da se zna spustiti tudi na njihov nivo, ko je to za dobrobit tima, ne. Se pravi, ne vem, če zelo plastično rečemo, ne, če si ti nek direktor podjetja, pa imaš v zadnji proizvodnjo, ne, pa veš, da so res toliko naročili, da ekipa več ne zmore, ne, pač zavihaš rokave in greš sam v proizvodnjo in pomagaš, se postaviš na isti nivo, pa takrat v bistvu pokažeš pripadnost in si dejansko kupaš vozovnico, ki bo večna, ne, ker to ljudje rabijo. Ljudje rabijo spoštovanje, rabijo integriteto, rabijo to, da jih ceniš, da ceniš njihovo delo, da se znaš z njimi poistovetiti.
In jaz mislim, da mora dober vodja, predvsem danes v teh časih, znati zelo dobro opazovati pa poslušati. Dobro, se strinjam. Pa dostikrat se govori tudi o čustveni inteligenciji, se pravi, da imaš to razvito. Vse to je pa to v bistvu, ne? Da znaš opazovati, kdaj nekomu, da ne zignoriraš te čustvene komponente, ne? Ker na koncu ljudje smo na sabo krvi, tako da. Daj mi povej, ti si bila ena izmed oseb, ki je tudi odkrila verjetno naslednjega slovenskega samoroga, unicorna, Male junake. In pa ta je tudi spada v ta segment najboljših slovenskih startupov. Kako je sploh prišlo do tega? Kako recimo odkriješ tak startup, pa v bistvu verjameš v neki, oziroma vidiš nekaj, kar drugi ne vidijo? Ok, junaki, mogoče če z njimi začnem. Zelo opevana zgodba, veliko moram o njih govoriti. V bistvu ful ne želim, ker pa ljudje seveda slovensko tipično reče, da si naduvana, ne? Pa ne želiš. Zdaj moram to malo izkoristiti, pa veš. Da vsem tistim odgovorim, ki imajo tako mnenje. Ampak ne, junaki so ena zgodba, ki v bistvu je mene pritegnila, spet sta me pritegnila Mic pa Rado kot človeka. Zanimivo je bilo, da v bistvu mogoče lahko razložim, kako sem jih spoznala. Prosim. Imeli smo takrat smo imeli še startup kafeje, ne mi, obstajali so startup kafeji v Sputniku enkrat na mesec in mi smo se takrat tistega marca predstavljali z poslovnimi angeli. In seveda takrat je predstavljal naš Branko, jaz sedim v vrsti, poslušam, probam čim bolj sugerirati, tako naprej, skratka, timsko delo in za mano sedi en gospod, ne. In ves čas je bilo vse tiho in on na koncu začne blazno spraševati, ne. Pa tako, spraševati pa mu Branko odgovarja, pa še kar sprašuje, pa tako. No, ok, pa zaključita in se jaz nazaj obrnem, pa tako rečem, pa ok, pa kaj bi ti rad, ne. In pa se v bistvu midva z Radotom spoznava in jaz sem takrat v bistvu poskušala vzpostaviti res neko tako razmerje zaupanja, ker fanta sta previdna, ne prav, in to sem jaz njima štela zelo velik plus. Potem smo se zmenili, da jih vzamem pod okrilje takrat še poslovnih angelov in smo jih začeli pripravljati na investicijo. Isto se mislim, da junija takrat pol predstavlja na demo dnevu, septembra sta že planirala vstop na nemški trg. Kaj mene najbolj pri njiju privlačilo? Definitivno, ok, sam produkt, ampak jaz sem razumela, da produkt ni knjiga, da je produkt dejansko software, ki omogoča X na N nekih kombinacij in da bo to enkrat nekaj blazno vredno, ne? In to je danes vredno, poleg pač, da knjiga je samo končni del produkta, ki pa je seveda čustveno, ne? In danes v tem današnjem svetu kupujejo čustva, bodimo realni, ne? Kupujemo s čustvi, ne? In to pa seveda, da ne boš rekel nekaj v to video, ne? In mene je to blazno pritegnilo. Druga stvar, ki je pa bila, ki me pa pritegnila, je bil pa njun odnos. Toliko odzivnih, poštenih, korektnih fantov jaz takrat nisem srečala, ker so stvari, ko si rekel, so bile narejene in je bilo dogovorjeno in blazno sta se trudila, odzivna, tako, mislim res, to je perfektno delo startupov, ne, če rečeš, da si nekdo, ki jih usmerja pri investicijah, ne. No, problem pa je bil, da dejansko nihče ni verjel v to, ker so vsi videli sem te knjige, no, ampak kljub vsemu smo uspeli to zinvestirati in zelo podoben primer je bil tudi s fantom iz Taje. Je bilo pa v bistvu tako, da jaz Markota že kar študentskih let poznam, pa se nisva potem, mislim, da videla nekje 15 let, nekje tam, da ne me držati za besedo. In Marko nekega dne pride k meni na Angre, prav Nina, jaz sem pa en projekt zate za predstaviti. Ja, seveda prid, ne. No in on meni takrat predstavi Tajo, pove, da se skupaj z Matijo delata. In takrat je ta zadeva še zelo čisto v idejni fazi. Ona sta takrat začela in jaz sem jih ves čas spremljala. Potem smo jih mi v bistvu tudi z Alpventom zinvestirali. Potem pa v naslednji fazi sem jim v bistvu lansko tudi pomagala pridobiti s to veliko investicijo. Tako da fanta še vedno spremljam, še vedno jim pomagam. Dajva kaj povedati, koliko je bila? 1,2 milijona, ja, bravo fanta. No in spet tukaj smo pri enem timu, ne, ki je blazno vreden zaupanja, ki odreagira, ki dela pošteno, ki je transparenten in v bistvu pri vseh teh zgodbah, ne, je ključno, da imaš, če si ti startupovec, ti rabiš samo nekoga, ki vate verjame. Ker ta bo pol te porinil naprej, ne, in v bistvu moja vloga tukaj pri teh dveh, pa še pri vseh ostalih, ne, ki nista samo te dva primera, je točno to, ne. Moraš v to stvar verjeti in v bistvu ti kot startupec rabiš tazga človeka. Finance se pol zgodijo se ostale stvari, ne. Ampak nekdo te mora res podpirati pa verjeti vate in to dosežeš točno s tem, da si kot oseba, kot podjetnik res vreden s to integriteto, s tem zaupanjem, z vsem tega slovesa. Super, se povsem strinjam in tudi
oba startupa sta res, mislim, Marka to tudi zelo dobro osebno poznam. No, pa veš, o čem govorim. Je tudi zelo prodoren sam od sebe. Tako. Tako da, Oba sta super, tudi Matija, tako da ne bo slučajno pomote. Dajva se dotakniti, daj nam lepo prosim opiš sploh ta proces, kako pride, recimo, ko startup prvič pride, pa ima pripravnik pitch deck, pa potem poslovni načrt, pa ta pre-seed, seed, A-round. Daj nam ta proces malo predstaviti, da bodo sploh naši poslušalci vedeli, kaj to sploh pomeni, kako sploh je ta postopek. Okay. V bistvu je tako, ne. Prvi disclaimer, ki ga dam, jaz nisem fan teh pitch deckov, ne. Zato, ker pač probite naročiti iz 20-stranskega menija v gostilni v 2 minutah, super kosilo, ne gre, težko, ne. Ampak kljub vsemu je to neko osnovno orodje, s katerim ti potem nekako vidiš, me to zanima, ali pa razumem stvar, ne, grem na naslednjo stvar. Običajno je prvi sestanek, ne. V tem prvem sestanku je tako, gre za čisti preverjanje, a je sploh ta prava energija in kakorkoli, ne. Zakaj to pomeni? Zato, ker investicija je poroka s predporočno pogodbo. Ne? In ti dejansko, kot investitor ali pa kot startupevec, moraš s tem človekom biti na isti valovni, ker pač ne moreš 10 let z nekom delati, ali pa konec koncev 5 let, ker ga organsko ne moreš, ne gre. Zakaj s predporočno pogodbo? Zato, ker že v investiciji se dogovoriš, kako se boš razšel, ne. In najpomembnejše je, da ljudje vejo, da pač v bistvu investicija pomeni investira nekdo, ki hoče z svojim deležem v vašem podjetju zaslužiti, ne. In ta človek bo slej ko prej šel ven, tako da se vam ni treba bati za deleže, da jih ne boste enkrat imeli, ne. Ampak cilj vsakega podjetnika mora biti, da vsak procent podjetja oplemeniti, kar na koncu pomeni, tudi če imaš 50%, pa če je teh 50% vrednih to, kot, ne vem, delnica BMW-ja je 1%, ne, je pač to mnogo boljše, kot pa 100% zastave, ne. No in v bistvu kako pol gre, ne. Mi imamo več tipov investiranja, eno je angelsko investiranje. Angel je v bistvu nek podjetnik, ki vam zelo v zgodnji fazi že lahko pomaga, predvsem ko imate fazo ideje, lahko ko v bistvu naredite nek najosnovnejši produkt. Nekateri angeli pa tudi že, ko imate nek produkt, pa ustvarjate prvi traction, to pomeni, da že naredite nekih par tistih pilotnih prodaj, ne. Nekaj denarja že ustvarite, pa se v bistvu na trgu učite, ne. Potem so pa VC skladi so pa v bistvu organizirani. Medtem ko angel lahko dela po svojih pravilih, se pravi, on morda ne rabi nobenega reportinga, pa morda mu je dovolj, da se enkrat na mesec na kavi dobita, ne. Fino je, da imate nek sistem poročanja že zaradi sebe kot podjetniki, ampak VC je pa tisti, ki pa to zahteva, ne. Zdaj pa VC gre pa lahko v seed fazo ali pa pač v fazo rasti. Seed faza v bistvu, ko si ti že na trgu, že imaš najosnovnejši produkt, ustvarjaš neke prve prihodke oziroma jih lahko že imaš prihodke, medtem ko raste pa tisto, ko res narediš predvidljivo prodajo, je to, kad ponoviš, da veš, da ta stvar je okej, se pravi, da to je način prodaje, ki je ustrezen, takrat greš v rast, ne. VC so malo drugačni, oni zahtevajo res reporting po njihovih standardih. Zakaj? Zato, ker VC so pa ljudje, ki upravljajo denar drugih ljudi. In oni to počnejo poklicno. To je velika razlika med angelom pa VC-jem, ne. To se pravi, kakršenkoli VC sklad ali pa sklad kot tak, ne. In dejansko, kaj je pomembno? Pomembno je to, da v bistvu najprej nek pitch je nek osnovno sito, ne. Potem so prvi sestanki, na teh sestankih se začne nek skrbni pregled, vas kot ekipe, kaj poveste, kako odreagirate. Potem se gre v potencialno, če je potreba, če neka huda tehnologija, podpis NDA-ja. Običajno to ni zaželeno, ker to izkazuje nezaupanje strani startupovca, ker noben investitor vam tega ne ukrade, ker ni to njegov fokus, ne. Oni ne iščejo idej za podjetja, ker nima časa s tem, ker imajo svoje, ampak iščejo nekaj, da podprejo, da bojo zraven, ne. Potem v bistvu pride nek tak, dajmo temu reči mapping, se pravi, vas pregledujejo nek soft due diligence, se pravi, skrbni pregled, tim, ekipa, malo več o produktu, mogoče malo risk managementa, kakorkoli. Potem je pa v bistvu, če zadeva pije vodo, se podpiše term sheet. To je pa v bistvu, term sheet je pa dokument, ki izkazuje resnost investitorja, da je pripravljen v vas investirati. In takrat že neke osnovne pogoje damo v ta term sheet, ne. To je neka vrsta ponudba. In v momentu, ko dobite to ponudbo, se z ostalimi več ne pogovarjate. Prej je pa trg prost. Potem po tem term sheetu, ne, ko so že neki pogoji noter narejeni, v bistvu term sheet je že osnova za družbeno pogodbo. Vsi želimo, da je čim bolj zdefinirano, ne, kar pomeni, da smo želeli že zelo veliko preizvedeti, potem pa še gremo res globok skrbni pregled, vse detalje pregledamo in če stvar pije vodo, se pogovorimo o višini investicij oziroma o investiciji, kako jo bomo zaprli in o tem, kako bomo ta term sheet prelili v družbeno pogodbo.
Zakaj pa to zdaj v bistvu dolg proces? Ja, zato, ker v bistvu noben ne more v enem mestu spoznati cele ekipe pa videti, kako odreagira. Tudi na koncu je zelo pomembno, da pač se uskladijo vse pogodbe, ne? Zato je v bistvu rečemo, da investicija traja nekje 3 do 6 mesecev, če ste res pripravljeni. To pa pomeni, da na vaši strani mora biti papirji narejeni, mora biti dokumentirane stvari, morate vedeti, o čem govorite. Ni pol, ko vas investitor prosi, dajte mi finančni plan, ja, bom naredil ga, ne? Ok, ne? Dobro, če to neka faza ideje, prodajate idejo, tam res ni velika, ampak če ste pa vi že nek startup, ki že ima nek osnovnejši produkt, ste že neke teste na trgu delali in tako naprej, morate pa že kar malo več stvari vedeti pač, in imeti pripravljenih. Temu se pa reče investicijska pripravljenost. Ful dobro, hvala. Zdaj, ogromen startupov propade razen zaradi product market fita, ogromen je pa tudi na ekipi, kakor si že ti izpostavila. Mislim, da je statistika, da nekje 22% startupov propade ravno zaradi ekipe. Kaj bi pa ti še rekla, ko se pogovarjaš s startupi, da so v bistvu največji izzivi, ki jih oni srečujejo? Jaz mislim, da je v bistvu največji problem, ki ga startupi imajo, ko se lotijo nekega podjetništva, da naredijo analize trga. Analize trga pa tudi analize konkurence, ne. Velikokrat, mislim, to na dnevni bazi doživlja, jaz nimam konkurence, ne tega reči. Vsak ima konkurenco, morda nima direktno, ima pa posredno, ne. In jo je treba zelo dobro poznati, ne. Ampak to ne pomeni, ja, imam, ne vem, če si v prehrambeni, imam špar za konkurenco. Ok, kaj ta špar počne? Zelo v globino. In to konkurenca in trg, na katerem ste, je treba v globino narediti in treba ga spremljati. Nekdo mora biti v podjetju, tudi če ste to zdaj sami, pač vi sami naredite enkrat na mesec spremljati, kaj se spreminja, ne. Jaz vedno rečem startupom, pojdite toliko v globino, da na koncu že ukvarjate s tem, kaj komunicirajo na spletni strani in katere so ključne besede. Ja, zakaj pa je to pomembno? Zato, ker če vi delate nekaj boljšega kot oni, pa so oni uspešni, ja, saj so oni že to pot prehodili, zakaj bi odkrivali toplo vodo? Dajte vzeti njihove dobre stvari pa jih nadgradite, ne. Ampak to pomeni, da jih poznate in da boste vedno korak pred njimi, ne. Če se bo obnašal, da si edini player na trgu, vsi okrog tebe sejo, pa ti ne boš živel, ne. Oziroma oni že žanjo, ne, ti pa seješ, pa tudi živ ne boš, ne. In to je v bistvu najpomembnejša stvar. Analiza trga, ne tista klasična, kjeri bredi so, ampak konkretno playerji. Tudi na koncu, kakšne so nakupovalne navade ljudi, ki jih ciljaš. Kdo je tvoja ključna stranka, kaj je njen lifestyle, kako se obnaša, kje so čustvene komponente, ki jih ima. Danes nam Google praktično vse pove, ne. Pa ful veliko je nekih orodij, s katerimi si lahko pomagamo, tudi na koncu nekih točk, ne. In tudi če je to Slovenija, ne, Ljubljana, pa kupna moč ni isto kot Nova Gorica, bodimo realni, ne. To že potem pomeni, da že cenovno politiko treba drugače nastaviti, ne. Pa so razlike v marži in tako naprej. Tako da jaz bi rekla predvsem to, da res poskušaš čim bolj spoznati, tudi če je to nekaj, na kar se pripravljaš, čim bolj probaš naštudirati trg, predvsem pa konkurenco, ne. To je osnova. Ker zakaj je to pomembno? Zato, ker takrat šele vidiš sploh potrebo na trgu za tvoj produkt. Pa seveda greš še v test, ne, da daš, koliko jim ponudiš, da bi oni to imeli, ne. Ker na koncu se lahko zgodi, da neke ekipe, predvsem tehnične, blazno dolgo razvijajo, blazno veliko denarja zmečejo, na koncu ugotovijo, da ni kupca za to. In to je fajn prej preveriti. Kako je pa ti rekla, da pa ti recimo potem ocenjuješ nek potencial startupa? Zdaj veliko gledamo potem industrijo, v kateri je startup, gledamo, ne vem, kakšen je traction, če ga že imajo, gledamo, kakšni so trendi. Kaj so še kakšne take točke? Oziroma, kako ti oceniš nek startup, da se ti pa zdi, da to pa je potencial? Jaz v bistvu pogledam poslovni model. To. Pogledam poslovni model, iz tega ven vlečem, ponavadi se zapičem v kalkulacijo cene, če mi seveda ekipa pa vse te stvari že ustrezajo, ne, pa predvsem na strategijo, na katere trge hoče iti, pa zakaj, ker potem pač to mečeš, če ti kalkulacija lastnih cen pa vsega tega zdrži, a boš sploh lahko vstopil na te trge, ne. In pa je to, ne. V bistvu se bolj zakopljam v te stvari, ne. Imamo sploh možnost, da gremo na tuje trge, ali smo se sploh pripravili na to. Imamo, ne vem, če so to neki fizični produkti, imamo dovolj veliko razliko v ceni, da bomo sploh si lahko privoščili toliko Facebooka in tako naprej. Kakšen je poslovni model, ali to, ne vem, ustvarja topli cash flow, ali ustvarja mrzli cash flow, za koliko so zamiki in tako naprej. Bolj te stvari, ne, ker na koncu v bistvu podjetnik more preživeti, pa fino je, da še nekaj zasluži, da lahko ta presežek vlaga naprej, ne. A nam to sploh bo zdržalo, ko enkrat začnemo pridobivati kupce pa nek prihodek na račun. Wow. Ogromno informacij, ful dobro. Vem, da bodo naši poslušalci zelo navdušeni. Dajva se še dotakniti iz vidika investitorja. Kaj recimo investitor ponavadi spremlja, ko vloži v nek startup? Kakšne KPI-je
kje so tisti mogoče te pomembni, ki bi jih izpostavila? Ja, v bistvu je zelo odvisno, kakšen je startup. Zdaj, en softverski startup, hardverski ni isto, ampak kljub vsemu neki zelo splošni KPI so prihodki, odhodki, se pravi nek dobiček, če je to že, ko se ustvarja nek klasičen revenue, če ne pa v bistvu, če pa še ni nekih prihodkov, koliko novih strank ste pridobili, koliko ste jih testirali, kaj ste na trgu naredili, kje so bili korake. KPI so lahko tudi opisni. Na koncu lahko recimo, ne vem, če je bila Facebook kampanja, ne koliko je bilo lajkov, to je brez veze, to meni nič ne pove, ampak kaj smo s to kampanjo dosegli, kaj je oglas naredil, je bil izobraževanje bo takšen, kaj je bil rezultat tega. Se pravi, lahko so opisni, lahko so številčni, ampak odvisno v kakšni fazi je startup podjetje. Pomembno pa je, da v bistvu se spremlja za vsako akcijo, ki se naredi, kakšen je bil efekt, ki bo dosežen. Če zdaj to tako plastično povemo, tako kot rečejo ponovadi digitalne agencije, na vsako vložen evro dobite 10 ven, to je to. Ampak običajno se spremljajo finance, pa spremlja se, koliko je novih zaposlili, recimo, pa recimo, če so bili neki večji stroški za nakup, kaj se je nakupilo, to so običajno startupov že prej z investitorjem posvetuje, ker investitor postopi v podjetje je partner. Pa nismo več vsak na svoji ladji, smo na isti, pa naš cilj je isti. Mi moramo imeti čim bolj uspešno podjetje, ker bomo founderji zadovoljni, pa investitorji tudi, cilj naš je isti. In to podjetnike včasih pozabljajo. Potem recimo spremlja se, kaj se jim recimo, če je nek vstop na trg, kakšni so bili stroški tega odpiranja tega novega trga, če smo imeli budžet, ne vem, karikirano zdaj 50 000 evrov, koliko smo ga zdaj porabili, kaj smo dobili ven iz plena. Zakaj se pa to spremlja? Zato, ker v bistvu investitor ni obremenjen z dnevnimi nalogami. Včasih ima zelo svež pogled, pa lahko kakšno stvar reši, ko vpraša, zakaj pa tega nismo tako naredili, oziroma kaj smo pa to porabili, da mi malo povejo. Na koncu je v bistvu, ko je enkrat družbenik, mu tako ni vseeno, kaj se s podjetjem dogaja. Medtem ko pa pač podjetnik kot tak, pa mora imeti nek sistem reportinga tudi za sebe, se tako pa ve, kam mlade pluje. Če ne pač zelo hitro lahko se zaletiš v ledeno goro. Se strinjam. Zdaj, dostikrat se pogovarjamo tudi, oziroma slišimo, kako se dejansko equity deli. Zdaj, jaz, ker delam za švedski sklad, mi na Švedskem imamo malo drugačen poslovni model in ker investiramo v osnovno idejo, se pravi v idea phase, v to fazo, dejansko vzamemo 60% equity, kar je ogromno. V Sloveniji je ta poslovni model veliko drugačen in me tudi tukaj zanima tvoje mnenje, ker dostikrat govorimo, oziroma je zelo pomembno, da founderji zadržijo večinski delež, se pravi večinski equity. Ne mi povej, kakšne so ponovadi v Sloveniji neka razmerja, koliko VC vzame, oziroma da bojo malo naši poslušalci sploh razumeli, kako to izgleda? Zdaj tako ne bom rekla, koliko VC vzame, ker je to od case do case odvisno, ampak logika vsakega angelskega VC investitorja je, z izjemo recimo tako, kot si rekel na vašem primeru, ampak jaz vem, da vaš case, zato ker 60% vzame nekaj, prinese neko vrednost, nek value zgradi. Pomembno je, zakaj da se ne vzame večina, zato ker potem ti nimaš več podjetnika, ki ga žene isti cilj. Kadar govorimo čisto o nekih klasičnih investicijah. In takrat vedno se jemlje manjšinski delež, seveda se dogovorijo neki načini te poroke, kako se bomo poročili med sabo. Zakaj se jemlje manjšinski delež? Zato, ker v bistvu pri vsakem startupu, predvsem če gremo v zelo zgodnjih fazah noter, želimo mi, oziroma vemo, da se morda lahko zgodi moment, da bo treba dobiti novo investicijo. In takrat moramo mi imeti prostor, da tistih 50%, da še vedno ekipa ima glavnino, zdaj, ker ko ima glavnina je močna in se žene za svoje, medtem ko ni več večine, ima občutek, da je samo zaposlena. Seveda spet odvisno od poslovnega modela. Zato se ne jemlje večine, zato da se lahko spušča več rund investitorjev noter. Saj na koncu potem founderji nimajo večine, imajo zelo malo, ampak je pa njihov 1% toliko veliko vreden. Tako da v bistvu VC jemlje, ne vem, recimo Angel lahko vzame tudi do 25%, če je to res v zgodnji, ampak on res največ tvega, ko nimate še nič. Lahko VC vzame, ne vem, do 20%, ampak spet odvisno, kdaj je VC stopil noter, v kateri fazi ta VC investira, ker imate različne faze pokrivajo in tako naprej. Tako da to je zelo treba vsak primer med seboj pogledati dejansko, ni pa cilj podjetnika zadušiti s tem, da mu vzameš večino. Kar je največji problem običajno pri korpo investitorjih, ko se obnašajo klasično korporativno,
in rečejo, ok, mi bomo pa firmo zdaj kupili pa prevzeli. To ni startupovstvo. Startupu moraš ti dati krila, pa ga moraš v zadnji suportirati pa porivati naprej, a ne. Tako da tukaj so vedno bili neki kreši med korpo investicijami pa korpo investitorji pa klasičnimi, a ne. Ampak jaz mislim, da se to tudi zdaj že izboljšuje, no, da zdaj smo že tudi predvsem v Sloveniji tudi toliko se razvili, da že razumemo, o čem govorimo. Dajmo se še dotakniti višine investicij, oziroma kaj se v tej regiji smatra za neko normalno investicijo, oziroma kaj lahko naši oziroma podjetniki, ki so v neki začetni fazi, kaj lahko pričakujejo. Zdaj prej smo omenila Tajo, ki je res izjemno podjetje, izjemno startup in so prejeli 1,2 milijona evrov. Kaj je neka normalna številka? Oziroma... Ja, zdaj v bistvu tako za neko angelsko investiranje se nekje tam gibljamo 100 tisoč, 150 tisoč. Lahko je tudi pol milijona enega, čisto odvisno tudi od sposobnosti posameznika, ampak nekje tam so neke poprečne slovenske, ker mi za ta denar že zelo veliko naredimo. V tujini 150 tisoč ni nič, ne? Če boš rekel Američanu 150 tisoč, se ti bo smelo, ne? Ampak ja, tam je drugo okolje, ne? In zelo pomembno je, da slovenski startupi oziroma startupi te regije ne enačijo USA logike investiranja za to našo, govorimo regionalno, ne? Ker že tudi, če greš recimo v UK, je zadeva že drugačna. Seveda, ker je kupna moč tam drugačna, ker so tudi stroški toliko večji, da 100 tisoči ne moreš veliko narediti. V Sloveniji pa je nekje tukaj, ta meja. VC nekje lahko okrog 300 tisoč do 400 tisoč dajo. Gap imamo, se pravi res konkretno luknjo v investicijah imamo od pol milijona do 750-800 tisoč. Tukaj imamo največji gap v naši regiji. Se pravi, te višine je zelo težko dobiti, ne. Takrat v bistvu se to rešuje z nekimi sindikati, a ne, kjer se več investitorjev združi pa skupaj vrže na kup denar pa investira, ne. Potem tiste večje tikete pa spet imamo, ne, zato ker zelo veliko regijskih skladov pokriva tudi Slovenijo, ne, s takimi tiketi, ki so v bistvu za rast faze, ne. Kaj bi pa rekla, da je pa recimo največja razlika med ameriškimi startupi oziroma VC pa temi regionalnimi pa slovenskimi? V bistvu evaluacije so popolnoma drugačne, a ne. Mi smo, pa zdaj bom rekla, Evropa ZDA, ne. Evropa je veliko bolj konzervativna pri investiranju, veliko več se poglobi v sam skrbni pregled, pa bolj je konzervativna pri potencialu ekip, a ne, oziroma podjetnikov. Medtem ko v ZDA, pač oni so rojeni podjetniki, ne, to je njim že v krvi, že ko se rodiš si podjetnik, ne. Tudi drugačna logika poslovanja je, ne. Oni so veliko bolj znajo nahajpati stvari in veliko več dajo na potencial. Razlika, ki je tudi ta, recimo, da Američani se zelo nočejo ukvarjati, blazno veliko, kaj je problem. Oni hočejo veliko več slišati o rešitvi. Mi se pa zelo veliko ukvarjamo, kaj je problem. Se pravi, moramo zelo dobro razumeti problem, pa rešitev sem tista češnja na vrh smetane, ne. No, tam je kontra, ne. In v bistvu investicije so tudi drugačne, zato ker smo veliko bolj konzervativni. Ne, da ne bi bilo denarja je res dovolj, ga je pa težko dobiti, ga je tudi danes že v Ameriki težko dobiti. Ni tako lahko več dobiti investicije v Ameriki, kot je bilo mogoče 50 let nazaj, ne. Ampak je ta malo percepcija tega, koliko je potencial, pa koliko se da stvari nahajpati, mi smo zelo bolj zadržani, no. Dajva se še dotakniti trendov, ki prihajajo. Kaj bi pa rekla, da so pa recimo, ker ponovadi imamo obdobja, ki je veliko recimo tehnoloških startupov, pa velikih startupov, ki grejo v hardware ali pa v kakšne specifične industrije. Kaj bi rekla, da je pa zdaj največ startupov, v katerih industrijah? Zdaj v bistvu, kar je pokazali zadnji dogodki, pa kar se dogaja, se zelo veliko porastov na energetskem področju. Jaz mislim, da v bistvu rečemo v naslednjih 5-10 letih bo nekih 5 vertikal, ki bo zelo pomembne, to je healthcare, kmetijstvo, energija, voda, ne, pa še recimo nek ICT, ki bo reševal neke zelo specifične stvari. Ampak trend gre zelo v to smer in v bistvu startupi se zelo v to smer obračajo. Je pa res, da so to težke industrije in zahtevne, ne, se pravi, ni kar tako, se čez noč spomnimo v neki delu, tudi cikli, da nekaj ustvariš, so daljši, je pa velika potreba na trgu, ne. V bistvu to tudi kaže čisto sama Evropska komisija s tem Green Dealom, ne, ki ga je ven dala. Dejansko se res konkretno zelo dela na rešitvah in podpira blazno rešitve, ki so za boljše življenje človeštva, če sem čisto tako v prihodnje, ne. To zdaj tako zelo pospešeno, ampak dejansko to je to, no. Dajva se še dotakniti tvojih, recimo, tedenskih, mesečnih, dnevnih izzivov, ker imaš ogromno startupov, ki z njimi komuniciraš. Kakšni so recimo kakšni izzivi, ki se zdaj soočaš z njimi? Moji, prav moji? Ja. Da bi imela več časa.
pa da bi lahko v enem dnevu še več naredila. Ker imam vedno slabo vest, predvsem imam zelo slabo vest, če sem takoj ne odgovorim. Ampak na koncu potrudim, da odgovorim tudi, se pravi, da bi imela malo več časa, to so moji izzivi. Drugi izzivi, ki so dejansko, če rečem čisto poslovno, konkretno zapreti zeleno investicijo, s katero se ukvarjamo, ki se mi zdi zelo perspektivna, pa se bo po mojih malo slišalo v njej, tudi pod okriljem poslovnih angelov. V bistvu malo več zgraditi, kar se tiče, če zdaj rečemo konkretno na mesečni bazi, kar neki network relacij vzpostaviti pa jih zapreti, oziroma smo jih že vzpostavili, zdaj pa v bistvu zapreti. Tako da to so v bistvu so bolj taki, dajmo reči temu, operativni taski, ki jih imam kot izziv, ampak to se mi zdi, da se mi z meseca v mesec vleče, pa vsak mesec rečem, naslednji bo pa boljš, pa ni. Kaj bi pa rekla, da bi bil kakšen tak, kakšna napaka oziroma izziv, ki si zgodil in če bi lahko šla v preteklost, pa bi si dala kakšen nasvet? A je kaj tazga, ki bi si rekla, Mina, takrat je pa... V bistvu ja, da ne bi šla v eno zgodbo, za katero sem bila že na začetku, da pač enostavno niso pravi ljudje, ampak me je drivala čisto druga stvar, zgodba, ampak to je bil pač moj nauk, da ne grem več v nobeno stvar, kjer ljudem ne verjamem, oziroma kjer vem, da ljudje niso sposobni tega speljati, pa so lahko še tako dobri, no. Tako. To je bil nauk, življenjski. Življenjski, super. Zdaj, startup svet, pa svet investitorjev je zelo stresen. In verjamem, da imaš tudi ogromno nekih neprespanih noči, ki probaš pomagati, ki se kaj sekiraš. Kaj je pa recimo tvoja rešitev pa recept za uspeh, da ta stres izgine, oziroma da ga minimiziramo? Ja, da se v bistvu moraš se umakniti vsake toliko časa, predvsem jaz se umikam z družino, meni je družina res na prvem mestu, kolesarjenje, branje, potapljanje, karkoli pač. Naučila sem se z leti, da če se ne umaknem iz Slovenije, potem ni tega, se pravi, moram iti ven, predvsem tja, ki ni data roaminga, se pravi, da pač telefon ne dela, takrat imam res pol se spočijem, pa se rechargeava, ne. Ampak ja, ne, tudi če tega ni, no, kakorkoli, naučiti se moraš in jaz sem se to naučila, da pač znaš telefon obrniti pa ga ugasniti in da ne odreagiraš. Pač morajo biti tudi taki momenti in ne može biti vsem vedno na voljo, tako kot pač oni mislijo, da se na njih čakaš, ne. Ker pač kljub vsemu potem vse narediš, pokličeš nazaj, ampak včasih treba res odklopiti, tudi zato, da se malo misli več, ne. Zdaj, ti si mentorica ogromnim startupom, pa tudi posameznikom, pa me zanima, a si ti v svojem življenju imela kakšnega mentorja in koliko se ti zdi dejansko pomembnost mentorstva? Jaz vem, da sem jih imel kar ogromno, še danes jih imam. V bistvu jaz mislim, da je to približno tako, kar rabiš enega believerja, pri startupu rabiš enega believerja, ki vate verjame. Jaz lahko z lahkoto rečem, da meni največji, pa meni osebno najboljši, pa tak je naredil največ vpliva, je bil Branko Drobnak. Sem se od njega blazno veliko naučila in se še učim. Predvsem zato, ker sem človek, ki rad posluša, on je pa človek, ki rad znanje deli. In to je ključno. Tudi moj nek tak quote je, da vedno se obkroži z ljudmi, ki so pametnejši od tebe. Mene je zelo strah, če sem v sobi najpametnejša. Takrat imam problem. Se strinjam, ja. Da je to. Tako da on, super. Ja. Pojdiva še malo na tvoje osebno življenje. Kaj recimo rada počneš v prostem času? Kaj so kakšni tvoji hobiji? Ja, v bistvu jaz sem grozen oboževalec morja. Tako, morje pa je svojeno. Ampak kljub vsemu se zdi zadnja leta, če zdaj imam preživljam časa na morju, ampak ne glede na vse. V bistvu vse, kar je povezano nekako z vodo. Tudi če je to kolesarjenje, kar zelo rada počnem z družino, da sem nekje v vodi, pač mene voda pomira, jaz rabim vodo kot človek, pa ne za pitje, tako, prisotnost vode. Zelo rada berem, kadar imam čas, ne poslušam audioknjig, sem se začela distancirati od tega, ampak fizično berem. Konkretno sem si v zadnjih 2 letih zelo okrepila svojo knjižno zbirko, da pač se trudim, da res to preberem, ker takrat se moram res fokusirati. Kaj so pa kakšne zvrsti, kaj rada bereš? V bistvu zelo veliko zadnja leta berem konkretno pač poslovne knjige. Zadnja taka, oziroma ne zadnja, ampak ena med tistimi, ki mi je res ostala tako zapisana v mojih možganih, je Dream Big, od tega brazilskega tria, tako da to priporočam, si preberite. Kaj pomeni timsko delo, kaj pomeni spoštovanje drug drugega, ko so pač več partnerjev in kako se da iz tega res
dobre zgodbe zgraditi svetovne in oni so mi tak dokaz. V bistvu zelo lepo opisuje pa njihovo celo poklicno pot, kako so mogli kljubovati tudi slabim stvarem, pa so se zmenili in tako naprej. Te pa v bistvu na policiji mi čaka Witcher, ki se ga še nisem dotaknila, ampak bom pa Game of Thrones, se pravi pred Game of Thrones, tako 10 cm debela knjiga. Te dve so taki, tako res za relax. Drugače pa dosti poslovne knjige, ne vem, od strategij za prodajo do ne vem, predvsem zelo veliko berem od Buffetta, on je en tak, pa Grahama, te dva sta mi takrat, ko kar se investiranja tiče, večkrat preberem iste stvari, pa vedno kaj novega vam potegnem, tako da to no. Ampak glej, to je že zelo veliko, glede na to, koliko imam časa. Ja, res je, presenečaš. Daj pa se še dotakniti, omenila si, da je eden izmed tvojih najljubših podjetnikov Jorge Paulo Lemann. Točno ta, to je ta knjiga Dream Big. Aha, to je to. V bistvu ja, jaz sem fan Elona Muska pa Steva Jobsa pa vse in so mi res te osebe so mi fascinantne, ampak to, kar je pa on naredil, res priporočam to knjigo Dream Big, je pa točno to, kar jaz želim že vso svojo poslovno pot delati, in to v bistvu, kar je najtežje, da si dober, da probaš čim bolj balansirati pa biti dober do vseh, ker vedno imaš neke party breakerje, ko ne moreš biti in to so tudi situacije, ko je treba odrezati, pa da je to v podjetju zelo, ne da je zelo težko narediti, ampak da s tem vedno nekoga na drugi strani postaviš kot sovražnika, in on je v bistvu to zgodbo s tema dvema svojima partnerjema ravno čez to šel in v bistvu pokazal, kako so se mogli sami od sebe učiti to delati, kdaj so zarezali in da ko so zarezali, da je bilo to res pametno in da so vedeli, da je to za dobro podjetje, ne zaradi njihovega ega, in jaz probam to tudi pri svojem delu v bistvu zelo živeti, čeprav je težko, to je res najtežji način, ker najlažje odrezati pa si misliti, ma briga me, kaj si mislijo o meni. Sicer je pol res, da imaš nekaj ful blaznih fanov pa veliko takih, ki te namarajo, ampak kljub temu, da ne želim tega, želim točno ta način, ampak se pravi, še vedno imaš nekaj rezan, jih moraš imeti, ker je to pač poslovna pot, ampak on je tak en navdih, da se res da garač, da niso stvari samo na način, da ti z ljudmi pometaš, ampak da se da na drugačen. On je bil v bistvu sistem meteokracije, ker tudi raj delijo, v bistvu zelo veliko se temu posvečam, ampak oni so to dejansko v praksi speljali. Bomo dali pod povezavo za knjigo. Kaj pa recimo najljubša hrana? Tajska. Tajska. To, spicy. Pekoče, spicy. Spicy, pa kokosova voda, to se pojem. Edin škorpionov ne, tega ne morem, ampak v redu. Ne, predvsem ta pač res ta azijska hrana, ki ima zelo veliko sveže zelenjave, sadja, tako na ta sočna, lahka hrana to. Zdaj, ko sem te vprašal, kaj je tvoj najljubši citat, si odgovorila, da vsak startup za uspeh potrebuje samo nekoga, ki brez pomisleka verjame vam, vse ostalo se zgodi. In to si v bistvu ti si ta oseba, ki ljudje, startupovci, podjetniki v bistvu hodijo. Ja, jaz mislim, da je to res najbolj pomembno, ker v bistvu potem se ti za startupovca ne trudiš samo, če zdaj rečemo, poiskati denarja, če si konkretno v tej vlogi, ampak se v bistvu trudiš vse, da jim pomagaš najdeti ljudi, da narediš za njih individualni batch razgovorov sam, zato da pač selekcioniraš ljudi, ki jim pol ponudiš, da odpreš to povezavo, da jim zrihtaš, pilotni projekt, da narediš mnogo več, kot je treba. Pač zato, ker če v nekaj verjameš, predvsem, ker verjameš v to ekipo, da veš, da bo speljala, da to, kar ti skomuniciraš, pol v bistvu ni problem. Pa se stvari zgodijo. Vse ni lahko, ampak vse zgodijo. Nekako se kocke Lego zložijo nekako, kako ne rečemo. Dajva se še dotakniti enega izmed bolj pomembnih vprašanj, ni pa še zadnje vprašanje. In sicer, kaj bi bil tvoj nasvet za podjetnika, ki se odloča, da bi rad šel v startup svet, ali pa za startup, ki je že na neki fazi? Jaz bom rekla tako, da v bistvu jaz vedno vsem rečem, da si treba upati, pa da se ne obkrožajo z ljudmi, ki od njih več vejo. Zdaj, ker v bistvu v podjetništvu ti uspe, če znaš poslušati. Ne sem trg, tudi ljudi okrog tebe, zato ker je pot bistveno lažja. Ne da kljubuješ, pa imaš velik ego, vse ego je fajn imeti, in ga moraš tudi imeti, seveda, ko se boriš za svoj posel, ti zdrav ego, ampak ne pa tisti ego, ki v bistvu vemo, da je zelo tanka črta, ki ti pa prevesi v to, da podjetju ali pa samo sebi škoduješ. Tako da jaz mislim, da predvsem treba poslušati pa opazovati. Tako kot dober lider, vse so na istem. Super.
Bomo dali pa tudi od Nine kontakt. Ni treba, hvala. Za vse startupe. Ok, peva zdaj še Ker tisti, ki bo hotel, me bo najdel. To je res. Se bo mogel potruditi Tako. in je že v bistvu prvi znak, da ima želje. Tako. Peva zdaj še na zaključno vprašanje in sicer no pressure, ampak mi imamo že kar lepo število poslušalcev. Mislim, da je naš community že presegel številko 2600, mislim, da imamo že več kot 40,000 poslušanj. Tako da, kaj bi bil pa tvoj nauk za naše poslušalce? Zdaj imamo ogromen študentov, podjetnikov, tudi direktorjev, predsednikov uprav. Kaj bi bila neka taka zaključna misel? No pressure. Jaz bi rekla, da problemov niso samo rešitve. Evo, zelo kratko in jedrnato. Ful dobro, tako da dajte si malo zamisliti, malo pogledajte, ker jih res ni. Dragi poslušalci, še enkrat z nami je bila izjemna Nina Dremelj, predsednica Poslovnih angelov Slovenije, poslovna angelina, mentorica, investitorka, podjetnica in pa believerka. In pa moram reči, da tudi oseba, ki mene navdušuje in jaz zmeri, če je kakšen startup, ki ima potencial, probam Nino vključiti zraven, ker se mi zdi, da ona je v Sloveniji alfa in omega, kar se tiče tega sveta. Tako da Nina, še enkrat najlepša hvala. Hvala, Martin. Srečno. Sledite nam na vseh kanalih, kot so Spotify, Apple, Google, Castbox in tudi YouTube, LinkedIn in Facebook, kjer nas je že preko 2000.